Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Dober dan, dober večer, dobro jutro, kar še od tega pride v upoštev. Jaz v svoji družbi danes pozdravljam Mojco Žirovnik. Kar nekaj časa sem se zelo veselila tega pogovora. Bom povedala, zakaj in zakaj se mi zdi ta tema, o kateri bova danes govorili, to je tema pogajanj, tako zelo pomembna. Ampak pred tem, Mojca, te lahko prosim, da se predstaviš, kot želiš biti predstavljena? Lahko, Maja. Najprej hvala, da si me povabila. Res je, jaz se z današnjo temo ukvarjam že kar nekaj časa. Kar zadeva pogajanja, če sem čisto točna, harvardsko pogajalsko metodo, sem osvojila na Harvard Law School v Massachusettsu. Tam sem zaključila tudi trening transformacije konflikta. Drugače sem se pa na področju komunikacije izobraževala na Trinity Collegeu, na London Chamber of Commerce, v Trstu, kjer sem zaključila trening asertivne komunikacije. Ogromno sem se ukvarjala tudi in se še vedno z nevrolingvističnim programiranjem, kjer sem ravno tako drugo, tretjo stopnjo zaključila v Ameriki. Imam tudi licenco za poslovnega team coacha in pa pred 5 leti sem zaključila šolanje iz psihoanalitične psihoterapije, manjka mi še zaključni izpit. Wow, impressive. Okej, Mojca, a lahko zelo preprostimi besedami poveva, kaj je tisto pri pogajanjih, s čimer se ti ukvarjaš, oziroma kje je pozitivni vidik pogajanj? Zakaj nekdo, kot sva midve, kot denimo ne sklepamo vsak dan milijonskih poslov, pa še kar veliko naših poslušalcev in poslušalk verjetno tudi ne, bi sploh prisluhnili enemu takemu pogovoru in zakaj je so pogajanja nekaj, kar bi bilo smiselno osvojiti, četudi se ukvarjamo z neko čisto običajno dejavnostjo. Okej. Ali pa, ne, tako kot te poslušam, Maja, mogoče zgolj v vsakdanjem življenju, ne. Ker se mi zdi, da ko nekdo sliši besedo pogajanja, prva stvar, ki nam jasno, verjetno vsem, pade na pamet, so poslovna pogajanja v nekem bolj ali manj poslovnem okolju, kjer se recimo podjetja pogajajo ponavadi z dobavitelji in iščejo najboljšo možno rešitev. Je pa tudi res, da ko govorimo o pogajalskem pristopu ali pa o načinu pogovora, ki spominja na pogajanja in vsebuje določene pogajalske elemente, da lahko te pristope uporabljamo tudi znotraj svoje povsem običajne socialne mreže. Kar pomeni, ne, da se lahko recimo s partnerjem pogajava, se pravi, da usklajujeva, na primer, kam bomo šli na dopust, bomo mogoče kupili kuhinjo, bomo raje kupili avto, do takih povsem vsakdanjih stvari, kdo bo šel po otroke v šolo, ne. Pogajalske tehnike lahko uporabljamo tudi znotraj podjetij, ampak ne nujno za pogajanja z dobavitelji, ampak v tem primeru to povezujemo z medosebno komunikacijo, ko na primer usklajujemo delovne naloge, se pravi, kdo bo kaj naredil, do kdaj je treba to narediti, na kakšen način bo nekdo to naredil, in pa mogoče tudi za take čisto osnovne stvari, kako se bomo razporedili, kako se bomo uskladili, na primer glede dopustov. Skratka, da povzamem, pogajanja so po mojem mnenju veščina, od katere ima lahko korist prav vsak. In preden še jaz stopim v te čevlje navdušenja nad pogajanji, a lahko razčistiva samo še začetno vprašanje. Mislim, da je marsikdo, ko je zdajle to poslušal, pomislil, to je manipulacija, jaz pa nisem manipulativen človek, jaz se pa manipulacije ne grem. V čem je razlika med pogajanji in manipulacijo? Res je, mi lahko z vsemi veščinami, ki jih imamo, življenjskimi, poslovnimi,
delujemo v smeri manipulacije. Vsi pa vemo, da je manipulacija tek na izrazito kratke proge. Kar pomeni, če jaz z nekom manipuliram, delujem izključno v svojo lastno korist. Ko pa govorimo o pogajanjih, pa imamo v ospredju usklajevanje interesov. Mojih in recimo v najinem primeru imajo tudi tvojih. Se pravi, ko se jaz pogajam s tabo, želim doseči rešitev, ki bo dobra zame in zate. In s tem vplivati na dolgoročno sodelovanje in dolgoročen odnos. Torej, če povzamem, dobronamernost je tisto, kar manipulacijo loči od pogajanj. Tako. In prav to, kar si rekla, na dolgi rok se nedobronamernost vidi, se opazi in se tudi razkrinka v takšni ali pa drugačni Tako. obliki. Tako. Zato nam ljudje, ki manipulirajo, so lahko zelo dobri pogajalci, ampak na dolgi rok nam niso všeč in si ne Ne. želimo imeti stika z njimi. Ne. Medtem ko nekdo, ki je dober pogajalec, pa pomeni, da je v bistvu prijeten človek in da to izkorišča za v bistvu neki narodov blagor, ne samo. Ja, ne nujno zdaj v nekem res zelo širokem interesu ali pa pomenu besede. Mislim, midve se lahko pogajava tudi izključno v najinem interesu. Ampak ne gre seveda samo za moj interes, Maja, ali pa samo za tvoj, ampak za najin. Ne? Jaz želim, da imaš od dogovora nekaj tudi ti, ne samo jaz. Jaz bi rada dodala samo to, da si bila ti človek, ki si v meni vzbudila zares, zares, zares nek pomemben del enih skillsov, ki sem jih začela razvijati potem, ko sva se midve srečali. Ta veščina pogajanja je nekaj, kar se mi zdi neprecenljivo za vsakogar, ki dela tako ali pa drugače s strankami. Ja. Čisto vseeno je, na kakšnem področju s strankami delamo. Zdi se mi, da so te veščine mi dale toliko dodane vrednosti in hvala tudi za priporočilo knjige Chrisa Vossa, Never Split the Difference, Ja. ker mi je povsem odprla oči na en čist drug pogled Hvala, tega Maja. poslovnega življenja. Torej, spoštovane in spoštovani, Chris Voss, Never Split the Difference. Jaz imam to skozi nekje odzadaj, ko se o tem začnejo pogovarjati. Okej, zakaj miselnost, da se srečamo na pol, ker za to gre, ne, za pogajanja. Jaz pol popustim, ti pol popustiš in sva nekje na polovici, ni vedno miselnost, ki bi nas pripeljala do optimalnega rezultata. Res je, jaz bi mogoče kot odskočno desko za odgovor uporabila točno to, kar si ti tudi sama rekla, ne vedno. Zelo pomembno je, da pogajalski pristop izberemo situaciji primerno, in pa odnosu, na katerega želimo vplivati s pomočjo pristopa pogajalskega. S pozicijskimi pogajanji, se pravi takrat, ko si želimo recimo razdeliti pomarančo na pol, ni nič narobe, če smo v odnosu usmerjeni manj, ali pa ta recimo niti ni tako pomemben, bolj smo usmerjeni v cilj. Lahko pa tak način pogajanj uporabljamo celo z veliko koristi, ima določene prednosti, takrat, ko je v kakršnihkoli okoliščinah tveganje nizko. V nasprotnem primeru tak pogajalski pristop ne samo, da nima učinka, ampak je lahko celo škodljiv. Zdaj pa, če si predstavljamo, ne, jaz tukaj zelo rada razliko med pozicijskimi pogajanji pa integrativnimi prikažem z eno tako zelo preprosto prispodobo. Vzemimo dva kuharja. En bi rad spekel potičko, drug bi rad pripravil mus, recimo, ne, za neko biskvitno testo. In zdaj, eden potrebuje lupino, drugi potrebuje pa sadež, ne. In zdaj, najbolj preprost odgovor je, dajva midva to pomarančo na pol, ne, jaz bom dosegel svoje, ti pa svoje, ne. Ampak lahko se zgodi, da tista polovica lupine bo za enega premalo, za drugega bo pa tudi Neuporabna, ker je ne rabi. Tako, okej. In zdaj, to so pozicije. Midva zgolj zbližujeva
vsak svojo pozicijo okrog enega dejavnika, v tem primeru je to pomaranča. Zelo podoben pristop opazujemo in takrat ta ni napačen, recimo, ko se pogovarjamo o nakupu nekega rabljenega vozila, ne. Maja, ti prodajaš, rada bi 10 enot, jaz sem interesent, da bi to kupila, jaz ti ponudim 8 in pol se midve najdeva nekje na 9, ne. Pri bolj kompleksnih situacijah, sploh takrat, ko si želimo dolgoročnejšega sodelovanja, ki ne samo na rezultatu, temelji tudi na odnosu, takrat je pa potrebno uporabiti popolnoma drugačen pristop. Takrat pa preidemo iz pozicijskih na tako imenovana integrativna pogajanja. Z drugimi besedami, tukaj lahko uporabimo harvardski pogajalski pristop. In to je, kaj je harvardski pogajalski pristop? Zelo preprosto, to je pristop, kjer je rezultat jasno pomemben, brez tega ne gre, so pa enako pomembni tudi odnosi. In kako začnemo naš pogajalski proces? Ali pa kaj so aktivnosti, na katere moramo paziti, pa denimo, da o tem ne vemo veliko in da bi se radi Na hitro podučili. podučili. Ja. Specifika integrativnih pogajanj je v tem, da poskušamo pogajanja voditi stran od pozicij in jih usmerjamo v tako imenovane interese. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da bi recimo kuharja, ki sem jo prej omenila, začela raziskovati. Da bi recimo drugega vprašala, zakaj pa ti potrebuješ pomarančo in zakaj drugi potrebuje pomarančo. Zakaj je to pomembno? Kaj se za tem skriva? Kje je širša slika? In zdaj, če tega ne naredimo, če mi ne raziskujemo, če domnevamo, odlično, tega je preveč, ne, v vsakdanjem življenju, tudi v poslovnem okolju. In zdaj jasno, če ne gremo v raziskovanje, potem nam ne preostane drugega, kot da pomarančo razdelimo na 2 dela. Zdaj pa, kako pa premaknemo pogajanja iz pozicij na interese z raziskovanjem? Raziskovanje so pa popolnoma nič drugega kot vprašanja. Se pravi, pravo mesto, pravo vprašanje. Pri vprašanjih bova morda se potem še vrnila na njihovo uporabno vrednost, ker zdaj se dotikava samo pogajanj. Vprašanja imajo uporabno vrednost tudi mnogo širših psiholoških učinkov, a ne. Tudi. Človek, ki je vprašan, se čuti vrednega, se čuti spoštovanega, se čuti upoštevanega, a ne. Drži. Tako da tudi če ne raziskujemo zato, ker bi se radi pogajali, so vprašanja fantastična. Ampak kakšna vprašanja so primerna? Zakaj si ti to naredila? A je to primerno vprašanje? Okej, to najverjetneje ne. To je sicer vprašanje, na katerega zelo pogosto naletimo v medosebni komunikaciji, takrat to ni najboljša rešitev. Je pa res, da pri pogajanjih je to nekoliko drugače. Tam je vprašanje, recimo, ne, zakaj pa je to zate pomembno? Eno izmed boljših vprašanj. Ker to pomeni, ne, mene ne zanimaš ti nujno samo kot oseba, mene zanima tudi, zakaj predlagaš ali pa celo zahtevaš nekaj, česar jaz v točno taki obliki mogoče niti ne morem izpolniti. Okej, poleg vprašanja, zakaj je to zate pomembno, kaj bi bila še učinkovita vprašanja, ki bi jih lahko začeli vsi uporabljati jutri? Okej. Zdaj, po mojem mnenju so tukaj najboljša tako imenovana problem solving vprašanja. Če jih lahko naštejem, ene par. Se pravi, prvo, kot smo že rekli, zakaj je to zate pomembno. Drugo vprašanje, zakaj pa se to ne bi dalo vseeno narediti na neki določen način. Ali pa recimo vprašanje, ki je osebno meni zelo pri srcu in se mi zdi zelo uporabno. Na podlagi česa pa sklepaš, Maja, da je to, kar predlagaš ti, dobro tudi zame? Da lahko na primer jaz na podlagi tega, kar si ti predlagala, zadostim tudi svojim potrebam. To so problem solving vprašanja, ne.
Potem poznamo recimo še tako imenovano stopenjsko vprašanje, kjer jaz lahko preverjam, kako dobro nama gre v pogajalskem procesu. Pa bi recimo rekla, okej, v redu, pogovorili smo se o prvi točki, pa o drugi. Maja, od 1 do 10, kako nam gre? Smo na pravi poti? In pol recimo ti Maja reče, ja, kaj pa vem, 1 sedmička, ne. Zame je to zelo pomembna informacija, ker jaz lahko potem takoj vprašam, okej, a mi lahko prosim pomagaš razumeti, kaj pa manjka, ne ravno do 10, no, da ne bomo perfekcionisti, ampak kaj jaz vem, da ene 8, 9, a ne. Ker si ravno omenila Chrisa Vossa, mogoče še ta obrnjena vprašanja njegova, v angleščini reversed questions, kjer jaz namesto, da tebe vprašam, ali je zdajle, primeren trenutek, da se pogovoriva o, to samo obrnem pa rečem, ali je to, neprimeren trenutek, da bi se pogovorili o. Zdaj, to je psihološki trik, in tukaj me recimo tudi na mojih delavnicah udeleženci vprašajo, a ni to manipulacija. Poudarjam, je manipulacija, če ti manipuliraš. Če se pa ti pogajaš, pa to ni manipulacija. Ampak je to, pomagalo, neka komunikacijska veščina, ki ti pomaga pogajanja peljati v pravo smer. Zdaj pa, zakaj obrnjena vprašanja? Ker človek v življenju, sploh v nekih odločujočih situacijah, veliko lažje reče ne kot ja. Oziroma veliko bolj si želimo reči ne kot ja. Tako. Ker nas življenje na splošno sili, da prevečkrat rečemo ja, kljub Tako. temu, da v resnici mislimo, daj mi že enkrat mir, ne želim. Tako, povsem drži. Je pa tukaj še, ena druga stvar, in sicer, če jaz v pogajanjih rečem ja, jaz to lahko doživljam kot neki, commitment, ko se pravi kot, Zavezo. neko zavezo. Da me bo Tako. nekdo držal za Tako. to, kar sem ravnokar rekla. In se izogibamo temu. Tako, in temu se izogibamo. Medtem ko ne, ni pa nobena zaveza. Ne je pa ena od najbolj sproščujočih stvari. Tako. Zato torej, je dobra taktika, da vprašanja zastavljamo na način, da dobivamo ne in ne ja. Ne vedno, Ne vedno. ne vedno. Po zdravi kmečki pameti, bi jaz rekla. Lahko pa to zelo pripomore mogoče tudi v kakšni situaciji, kjer imam občutek, da smo malo zašli v slepo ulico, a ne. In pa jasno to, kar verjetno, tudi, poslušalci tvojega podcasta vedo, odprta pa zaprta vprašanja in pa direktna, se pravi neposredna in posredna. Se pravi, posredna vprašanja vsebujejo majčkeno več empatije, medtem ko direktna so pa zelo tako, ne, na suh. Mojca, a je kak razlog oziroma, opazila sem, da si v tem najinem dosedanjem kratkem pogovoru relativno velikokrat izrekla moje ime. Zakaj? Okej. Upam, da te nisem spravila v stisko, Maja. Ne, nisi me spravila v stisko, Okej. mi je pa zanimivo, dovolj zanimivo, da sem si napisala vprašaj. Dobro. Zakaj uporablja Dobro. Ja. osebno naslavljanje? Ja. Mogoče sem pretiravala, ne. Glede na to, da si ti to opazila, sem mogoče res pretiravala. Jaz sem opazila zato, ker Chris Vossa berem. Ampak bi želela, da okej. pojasniš, kako Ja. deluje. Ja. Zdaj, pomembno. če sogovornikovo ime, pa ne samo v pogajanjih, na splošno v pogovorih, predvsem pa v zahtevnih situacijah, uporabljamo z pravo mero pazljivosti, to pomeni, da bomo veliko lažje vzpostavili dober stik. In ga tudi vzdrževali. Ker kaj to pomeni? To pomeni, da v tem primeru, Maja, ti si zame pomembna tudi kot oseba in ne samo kot poslovni partner. A smem samo še vprašati, da bo povsem jasno, uporaba imena je seveda primerna, ker se midve tikava, ker se, poznava. Kaj pa, če bi bile midve v nekem poslovnem odnosu, denimo primer, gospa Erika na Tarči, ke je bilo tako zelo razvpito, a ne, nimaš ti kaj eni novinarki govoriti gospa Erika, ampak bi bila to gospa Žnidaršič, če že, a ne. Torej ime je, to je tudi sinonim za gospod oziroma gospa in priimek.
A prav razumem? Ali je to iz ameriške tendence, Ja. ime je bolj pomembno? Zdaj, situacija je taka, da komunikacijski trendi grejo v bolj sproščeno, ne, manj formalno, bolj pristno, bi lahko temu rekli. Je pa res, da to ne more biti zlato pravilo. Zelo pomembno je, da vemo, koga imamo na drugi strani, kakšen odnos imamo z osebo na drugi strani in pa kakšnega odnosa si želimo. Plus tega je zelo pomembno, da tukaj upoštevamo tudi kulturno ozadje, ne. Imaš kulture, kjer, ne, zdaj, če bi jaz Maja, ne glede na odnos, bi me čudno gledali, ne. Imaš pa potem seveda kulture, kjer je pa to celo zaželeno, in Američani so verjetno prvi na tem spisku, ne. Recimo za naš prostor mora že biti na odnosni ravni kar precej jasno, ali si ti Maja, gospa Maja, ali gospa Koršič, ali pa gospa Koršič Potočnik, ne. Če, se midve v živo srečava prvič, bova verjetno začeli na bolj formalni ravni, potem bova pa že videli, kam ta odnos pelje, in se lahko dogovoriva drugače. Mimogrede, a ne, zapomniti si ime in priimek človeka, ker je res izredno neugodno, da si priimka nisi čisto dobro zapomnil, ime si, ker se zna, ja, je povezano z določenimi nevšečnostmi, tako da Seveda. se le da zapomniti oboje. Okej, torej, ko bova vstopili v neki dialog, boš začela tako, da mi boš začela postavljati vprašanja. To v meni sproži, seveda en odziv, jaz bom začela na ta vprašanja odgovarjati. Kaj boš naredila potem? Se pravi, vprašanja so zagotovo najpomembnejši del integrativne pogajalske metode, harvardske pogajalske metode. Je pa res, da je treba tudi takrat, ko zastavljamo vprašanja, biti precej pazljiv. Ker zdaj, ne, če jaz, Maja, na tebe naslovim 3, 4 ali pa celo 5 vprašanj eno za drugim, zna pri tebi to vzbuditi neki občutek nelagodja, ne, kot da jaz od tebe mogoče preveč hočem. Se pravi, v takih primerih je zelo pomembno, da mi napovemo, kaj bomo naredili. Se pravi, v taki situaciji bi jaz rekla: Maja, a ti je okej, ker bi rada razumela, iz kje ti izhajaš, če ti zastavim ene par vprašanj, da dobim oziroma da dobiva skupaj, najpomembnejše informacije in da bova videla, kako naprej. Se pravi, povejte, zakaj boste, zastavljali vprašanja in kaj boste naredili s temi odgovori, ne. To je zelo pomembno. Je pa tudi res, da če jaz, kar si verjetno želela izpostaviti, tebi zastavim vprašanje, lahko ti meni vrneš z vprašanjem, a ne. Nekaj najslabšega si mislim je, zakaj te pa to zanima? Ja, Ampak okej. še Mislim, marsikaj to drugega. je, če pogledava, je to lahko povsem legitimno vprašanje, ne. Jaz mogoče lahko sprašujem po nečem, kar so, mogoče neki bolj občutljivi podatki, pogajalskega partnerja, in me lahko upravičeno vpraša, zakaj vas pa to zanima. Ampak, ne, če vprašam jaz, pa če vprašaš ti, potem moja naloga je, da odgovorim, ne. Ne moremo, če bi jaz zdaj, ne, seveda zastavila še tretje vprašanje, potem, ne, bi to zelo slabo vplivalo na mojo, kredibilnost. Kaj pa, kadar smo v nelagodju, pač vsak od nas prav gotovo pozna neke ljudi, ki veliko sprašujejo, ampak nas ljudje pri tem spravijo v nelagodje. Ne počutimo se dobro, znajdemo se v situaciji, ko začnemo odgovarjati Ja. in odgovarjamo, in že takrat, ko odgovarjamo, rečem pa: "Šit, spet sem v tej zanki se znašla, spet odgovarjam, človek me pa gleda in sprašuje dalje." A je karkoli, kar lahko v takšnem primeru naredim? Jaz se s tem ne bi preveč obremenjevala. Namreč, če vas nekdo sprašuje in če vi odgovarjate, potem obstoji velika verjetnost, da se je v odnosu vzpostavila prava mera zaupanja. Kar pomeni, da vam ni težko, postreči z dodatnimi informacijami, nimate namreč občutka, tako kot sva se pogovarjali prej, da nekdo z vami manipulira. Kaj pa, če imam ta občutek in vem, da so vprašanja namenjena točno temu,
Mhm. hkrati pa nimam dovolj ali poguma ali pa preprosto nisem tak človek, da bi rekla: "A lahko prosim nehaš, ni mi Mhm. všeč, kar delaš," ali Mhm. pa "Prosim, nehaj." Mhm. Okej. Kaj bi lahko naredila nazaj? V taki situaciji je zelo pomembno, da mi postavimo mejo, ne. Jaz se strinjam, Maja, s tabo, težko bomo rekli: "Zdaj pa prosim nehaj." Ne, sploh če smo recimo v nekih poslovnih pogajanjih, to ne bo šlo. In v tem primeru, to, kar bi jaz predlagala, je, da vrnemo žogico nazaj. A ne, tako kot sva se prej pogovarjali. Jaz tebe nekaj vprašam, ti rečeš: "Ja, to smo načrtovali za jesen," ne, pa jaz spet nekaj vprašam, tule pa lahko ti rečeš: "Oprostite, kaj pa mislite vi?" Ali pa: "Kaj pa se skriva za tem vašim vprašanjem?" Okej, zdaj bi pa jaz rada vas bolj razumela, a ne, kam greva s temi vprašanji. Zakaj ne? Okej. Seveda. Na neki način smo z vprašanji raziskali, teren, približno smo, s temi vprašanji ugotovili, zakaj človek razmišlja, kot razmišlja, kaj mu je pomembno. Kaj sledi Za vprašanje. za vprašanje? Za vprašanji, jasno sledi potem zbliževanje stališč. Je pa res, a ne, da če bomo dobro raziskali interese, bo ta zaključni del pogajanj nekako stekel sam od sebe, a ne. S tem zaključevanjem se nam najverjetneje ne bo treba prav, preveč ukvarjati, ne bomo se pretirano namreč, ukvarjali z razreševanjem ugovorov. Zato, ker se bosta obe strani, počutili dovolj videni, dovolj slišani. Torej, če te prav razumem, z vprašanji dejansko začnemo razreševati tudi vse podtone, ki jih Ja, zaznamo. tako. In brez da to naslovimo kot: "Zdaj pa dajmo to razrešiti," z vprašanji vodimo pogovor v smer, da se to začne razreševati samo od sebe. Tako. Točno tako. Ker z vprašanji, ne, ti ubiješ dve muhi na en mah. Ena je: jaz želim tebe razumeti, to je odnos, in pa od tebe potrebujem informacije, da bom znala pomarančo, o kateri sva se prej pogovarjali, razdeliti v smislu oblikovanja skupne vrednosti. Tukaj je smisel vprašanj. Odnos pa informacije. Kako naj se človek obnaša, ko zastavlja vprašanje? Ton glasu, drža, Aha. kaj z rokami, Mhm. kako je z očmi, kam se gleda? To, kar se mi pri vprašanjih zdi, kar precej pomembno, mogoče celo bolj za medosebno komunikacijo v zahtevnih situacijah, malo manj za pogajanja, je, da vprašanja ne zvenijo preveč obtožujoče, ne. Recimo, če bi sodelavca vprašali: "Zakaj si pa zamudil?" Bi to lahko pri sodelavcu sprožilo odpor, dobil bi namreč občutek, kot da se mora zagovarjati. Ne pojasnjevati, ampak zagovarjati, ne. Če pa jaz rečem: "Zakaj si pa zamudil?" Pa to pomeni, da mene res zanima, kaj se s tabo dogaja, da vidim, ali ti lahko na kakršenkoli način pridem naproti, ne. Se pravi, treba je paziti, ali gremo na koncu vprašanja z glasom gor ali gremo z glasom dol. In če to ni nekaj, kar pride nam zelo naravno, pač eni so bolj vešči tega, drugi manj. Kako se mi, prisilimo, da govorimo na način, da ne izzvenimo obtožujoče? Ja, ni druge kot vaja, vaja, vaja. Tako kot pri vseh ostalih stvareh, a ne. Če se recimo učimo nekega tujega jezika, sigurno bomo na začetku zveneli hudo nerodno. Ali pa če se učimo smučanja, ne, verjetno, ko se bomo končno le uspeli spustiti sami po bregu navzdol, lahko pademo celo večkrat. Najbolj pomembno je, da se poberemo. In isto je pri katerikoli komunikacijski veščini. Zagotovo bomo na začetku, ko smo začeli, ko smo se določene veščine začeli učiti,
definitivno bomo zveneli neavtentično, prisiljeno. Ampak to je sestavni del procesa. To je sestavni del učenja. Brez tega enostavno ne gre. Res je, da vsako komunikacijsko veščino je mogoče fino najprej preizkusiti v okolju, kjer je tveganje nizko, recimo doma, v neki zasebni socialni mreži. Ni pa to nujno, ne. Kako lahko s pomočjo pogajanj, če lahko, iz ljudi izvabimo informacije, ki nam jih morda na prvo žogo niso bili pripravljeni dati ali pa jih deliti z nami? Zdaj, zna se zgoditi, ne, da boste vi nekoga vprašali, recimo, Peter, zakaj pa je to za vas pomembno? Pa bo Peter postregel s kakšnim takim zelo splošnim odgovorom. Ja, naš delovni proces je pač tak, ne. Zdaj, to je sigurno odgovor, s katerim si kaj prav dosti pomagati ne moremo. In kaj je treba narediti? Ja, nič, še enkrat je treba vprašati, ne. Najprej validiramo, rečemo, okej, razumem. So pa te informacije zame in zate, Peter, zelo pomembne. Jaz bi namreč rada razumela, zakaj ti pričakuješ, ne vem, karkoli, da bova lažje našla dogovor. A mi lahko, prosim, še enkrat poveš, zakaj? Ne? In kaj se bo zgodilo? Ja, še enkrat boste najverjetneje dobili klišejski odgovor. Vprašamo še enkrat, ne? Z veliko občutka. Malo predrugačimo vprašanje, ampak zahtevamo oziroma sprašujemo po povsem istih informacijah. In tukaj se ponavadi zatakne. Ne vedno, ne povsod, ne vsem, ampak ko mi zastavimo že tretjič eno in isto vprašanje, lahko celo z veliko empatije, počasi sami sebi. ja, zoprni, odveč, ne, lahko dobimo celo en tak občutek, da silimo v nekoga drugega. Samo včasih brez tega dejansko ne gre. Ne gre. Zdaj, če pa informacij vseeno ne dobiš, se je pa treba vprašati, zakaj. Ali oseba na drugi strani res noče, mogoče nima dovolj visokih pooblastil, sploh za pogajanja, ali pa kaj tretjega. Potem se mora pa ena izmed teh pogajalskih strani, se pravi tista, ki sprašuje, odločiti, kako naprej. In kako naprej? V taki situaciji, po mojem mnenju, je najbolje, ker smo se znašli v slepi ulici, da si pomagamo z načini, kako zdaj to na koncu te slepe ulice vseeno odpreti vrata. Načinov imamo več. Najboljši je odmor. Da si vzamemo odmor. 5, 10, 15 minut. Da mogoče zapustimo celo prostor, v katerem smo se znašli, da gremo ven, ne. Da razpremo pljuča pa globoko vdihnemo. Pa to naslovimo odmor ali rečemo: "A lahko lepo prosim za WC, ker ne gre več?" Ne. Pri integrativnih pogajanjih smo zelo jasni, zelo odkriti. Pomemben je odnos. Enostavno rečemo: okej, znašli smo se zdajle na tejle točki, ne, bomo videli, kako bomo šli naprej. Jaz predlagam, preden se tega vprašanja spet lotimo, dajmo narediti 15-minutno pavzo. Okej. In pridemo nazaj s pavze? In pridemo nazaj s pavze in nadaljujemo. A povzemamo? Tako je. Potem pa povzemamo. Zdaj pa kako povzemamo, ne? To je pa tehnika, ki jo predlagata William Ury pa oziroma Roger Fisher v svojih knjigah Getting to yes pa Getting past no. To je osnova za harvardsko pogajalsko metodo. Onadva temu rečeta coining yeses oziroma kovanje zaporednih pritrdilnih odgovorov. Kar pomeni, da bi jaz v tej situaciji na primer lahko vprašala: okej, v redu, dajmo zdaj pogledati, kaj smo naredili do te točke. In sicer, na začetku smo se pogovarjali o A.
Drži? Drži. Drži. Imamo prvi Imamo prvi. yes. Tako. Gremo naprej. No, in potem smo se pogovarjali o tem, da bi, Peter, tvoja ekipa pripravila načrt, mi bi pa pogledali, na kakšen način lahko zagotovimo resurse, karkoli, ne. Sem se jaz to prav zapomnila? Drži. Drži. Drugič Okej. yes. Tako. Potem lahko zastavimo še eno podobno vprašanje, ki je zelo splošne narave. Zakaj? Zato, ker mi nujno potrebujemo da, ne pa ne. In ko imamo 3 pritrdilne odgovore, ki so lahko z druge strani ali izrečeni ali pa zamolčani, v tem smislu, ne, na podlagi govorice telesa pa vseeno vidimo, da nam sogovornik sledi, šele potem se spet lotimo pereče teme. Ja, pa ste rekli, to je pa spet psihološki trik, to je pa spet manipulacija in spet ponujam povsem enak odgovor. Če manipulirate, je manipulacija, če se pogajate, potem so to pogajanja. Okej, in zdaj smo se po odmoru, potem ko smo večkrat dobile, da, smo se v bistvu na neki način posinkali, gremo zdaj spet naprej s pogajanji. Ja. V kateri točki zaostriti, v kateri točki se umakniti, v kateri točki narediti kaj tretjega morda? Zdaj, eno je odnos, drugo je pa vsebina. Če ti vidiš na drugi strani, da je odnos strani pogajalskega partnerja tak, ki bi morda lahko kljub temu, da boste vi dosegli dogovor, predstavljal neko oteževalno okoliščino, potem je tukaj sigurno za razmisliti, kako naprej. Druga stvar pa je, jasno, sva se pogovarjale, kdaj prekiniti, kdaj postaviti mejo, a ne. V harvardskih pogajanjih poznamo, pojem, tako imenovane BATNE, kar pomeni Best Alternative to Negotiated Agreement, oziroma po domače povedano plan B. Pogajanja boš zapustil takrat, ko dogovor, ki več ali manj leži na mizi, ki je slabši od tvojega plana B. Takrat zapustiš pogajalsko mizo in mogoče se najdemo ob neki drugi priložnosti. In zdajle smo prišli v bistvu do ene pomembne točke. Ja. Ne samo, da je dobro, ampak pravzaprav je nepogrešljivo, da mi vnaprej vemo, kaj si pravzaprav želimo doseči, Seveda. ampak ne samo, kakšne so naše želje, ne, kaj bi bil idealen scenarij, ampak kaj je tista točka, pri kateri smo mi pripravljeni reči, okej, potem se pa očitno ne moremo dogovoriti. Točno tako. In pridemo v najbolj črne scenarije, potem so tukaj tožbe, potem so tukaj spori ali pa še kaj hujšega. Res je, res je. Torej, zelo naivno je pričakovati, da gremo v pogajanja, jaz bom tole vse dosegla, kar sem si jaz zdajle zadala, ker ta opcija lahko ni resnična. Drži. Ni. Torej, ta BAFTA, Batna. Ja, plan B. BATNA, Ja. plan B, pomeni, kje so moje meje. Kje so moje meje? In jaz Tako je. moram to vnaprej poznati. Seveda, to je sestavni del, priprave. Plan B je namreč merilo uspešnosti pogajanj. Jaz bom na dogovor pristala samo, če je ta dogovor boljši, kvalitetnejši, hitrejši, učinkovitejši, karkoli že, od mojega plana B. V nasprotnem primeru bo verjetno priložnost treba poiskati drugje. In zdaj smo pri pripravi. A ne? Pripraviti se je treba. Jaz o pripravi ne bom preveč razpravljala, ker vsaj na neki način jaz to jemljem za samo po sebi umevno. Dobra priprava, to je zdaj že na tako skoraj, ponarodelo reklo, predstavlja 90% uspeha, kar je povsem res. Je pa priprava zelo pomembna tudi kot, v smislu psihološke podpore. Pomembno dvigne samozavest. Če si se ti dobro pripravil, vsebinsko, če ti veš, koga imaš na drugi strani, če imaš zelo jasen cilj, in če imaš plan B,
potem se zna zgoditi, da boš na pogajanja vstopil z bistveno več samozavesti kot sicer. In kako lahko poteka ta priprava? Je to izmenjava igre vlog z nekim sodelavcem, je to pogovor za je to pred ogledalom odgovarjati svoji podobi v ogledalu, to sem Aha. jaz delala kot punčka. Ja, mislim, igra vlog lahko, zakaj ne? Je pa res, da včasih je to težko izvedljivo, ne. Ljudje po navadi rečejo: za to pa nimamo časa." Okej, nič hudega, če ne gre, pač ne gre, ne. Jaz mislim, da je pred tem zelo pomembno, da smo mi dovolj strokovno podkovani, da se seznanimo z vsebino pogajanj in da v to vključimo vse tiste v podjetju, ki lahko k temu pomembno prispevajo. In da s temi pripravami začnemo pravočasno. Da ni to dan pred recimo pomembnim sestankom ali pa celo dopoldne, popoldne imamo pa pogajanja, ampak da temu res namenimo dovolj časa in pa dovolj kvalitetnega časa. Kaj meniš o eni tehniki, ki mislim, da se imenuje audit accusation, ko ti na začetku v bistvu zbereš vse negativne ugovore, ki bi ti jih lahko nasprotna stran podala, in jih že ti vnaprej izrečeš, preden pride do tega, da ti jih servira nekdo drug. Pogajalski partner. Pogajalski partner. Okej, to je možno. Zdaj, če bi tukaj govorili o retoriki, bi rekli, da je to tehnika prehitevanja, lahko je pa tudi accusation audit. To drži, a ne. Se pravi, v taki situaciji bi recimo lahko rekli: okej, zdaj, ko sem vam jaz predstavila naša izhodišča, me boste verjetno vprašali, na kakšen način smo prišli do tega. Tako da mogoče kar razložim, in sicer, se pravi, kaj s tem narediš? Predvidiš ugovor in ga že vnaprej razrešiš. Ni pa to vedno dobra tehnika. Moje mnenje je, da na pogajanjih je vseeno bolje počakati, kaj bojo zdaj oni povedali, in se šele nato mi na to odzovemo. Razen če vmes, ko že predstavljaš svoj vidik, vidiš, da se vmes nekaj dogaja, da gre v to smer, potem pa morda Mogoče. V taki situaciji bi bilo celo bolj smiselno, da bi to naslovili. Če jaz sedim recimo za mizo, vidim na drugi strani pogajalski partner, pogovarjajo se med seboj, jaz bi to naslovila, ne. Jaz bi rekla: okej, oprostite, nekaj se dogaja, mi lahko poveste, za kaj gre, da vidim, če lahko to rešimo skupaj." Pač vprašaš, a ne. Ker če ti nasloviš neko neželeno, neko vprašljivo, manipulacijsko vedenje, to pomeni, da s tem ti vplivaš na lastno kredibilnost. Kar pomeni, da bojo tebe doživljali ne mogoče samo kot samozavestnega, kredibilnega pogajalca, ampak tudi karizmatičnega. Ti znaš postaviti mejo. okej, ne. A lahko sprobava, a lahko poskušava odigrati eno vlogo. Recimo bom vzela en primer iz nekega vsakodnevnega življenja. Dajva. Recimo, ko se je meni zgodil zelo pred kratkim. Jaz sem kupila en relativno drag kozmetični izdelek. Okej. Konkretno je šlo to za ene manjše vzorce zelo dragih parfumov. Dobro. In ko sem jaz to odprla, sem ugotovila, da v bistvu je to praktično brez vonja. Kljub temu, da sem prišla do teh parfumov zato, ker je ena znanka bila s tem pošpricana in je res tako noro lepo dišalo, da sem jih želela sprobati. To pomeni, očitno je bilo nekje nekaj narobe. Zdaj, lahko sklepam, da so bili tisti vzorčki, ki so jih imeli naprodaj tam predolgo, da so se zdišali. Vem pa ne. In jaz zdaj pridem nazaj v trgovino in recimo, da sem jaz prodajalka, prosim, ti si pa Maja, ki bi rada, jaz sem za to plačala 150 evrov. Dobro. Ogromno denarja. In jaz se s tem seznanim. Ja, meni se fržmaga. Jaz bi rada dobila zdaj nazaj denar oziroma nekaj bi pač rada dosegla. Okej.
Jaz sem pa prodajalka v Okej, trgovini. dobro. Dober dan, gospa. A ste nazaj? Ja, res je, sem nazaj, ampak z ne preveč dobro novico. In sicer, izgleda, da se me spomnite, jaz sem prejšnji teden kupila, tehle 5 parfumčkov. Jaz sem to v dobri veri odnesla domov, odprem in jaz ugotovim, in to zjutraj, ko sem se odpravljala v službo, da enostavno ti parfumi nimajo nobenega vonja. Kako to mislite, gospa, da nimajo nobenega vonja? No. Ja, ne vem, težko rečem. Ko sem bila pri vas v prodajalni in ko ste vi meni, ne, dala tester pod nos, meni se je zdelo, da diši ta parfum na povsem drugačen način. To je normalno, veste, ker vsak parfum drugače na koži diši. To je čisto normalno. Okej, deloma bi se lahko strinjala. Je pa tudi res, da sem ga tukaj poskusila, ne, in sem šla pol še za 15-20 minut ven, ker se tega zavedam, pridem nazaj, ker mi je res dišalo in jaz sem to kupila. In zdaj jaz ne vem, kaj vi predlagate, ne. Zdaj jaz z izdelkom nisem zadovoljna in vas lepo prosim, da mi denar vrnete. Ja, gospa, ne moremo tako, to bi vsak lahko pol nazaj nosil te parfume, veste, to pa res ne moremo. Okej, zdaj sklepam na podlagi tega, da jih je bilo več ali kako, ki so želeli to vrniti. Tega pa nisem rekla, čakajte, to pa nisem zdaj jaz rekla. Okej, dobro. Jaz sem ena izmed tistih, ki sem to prinesla nazaj. Zdaj, če se midve ne moreva zmeniti, lahko mogoče pokličete koga, ki bi tukaj pomagal? Jaz sem šefica, Vi ste vodja. jaz sem vodja in imam izkušnje, da se s parfumi ni za hecati, ker čez čas vsakmu nehajo dišati, veste. Tako da niste ne prva ne zadnja, ki ste imeli tako izkušnjo. Okej, skratka, sklepam, da nas je več in da so tudi drugi že imeli podobno izkušnjo. Tega pa jaz nisem rekla. Ne, dobro, okej, zdaj, jaz bom, to, kar ste rekli, vzela na znanje. Parfume bom odnesla domov in bom potem sama razmislila, kaj bom s tem naredila in kako bom ukrepala. Zaenkrat pa hvala za, vašo pomoč. Kako to mislite ukrepala? Ja, bom videla, kaj bom naredila, ne, mislim, kakšne imam jaz še druge, možnosti, da to zadevo rešim, a ne, ker to je bilo vseeno 150 evrov. In jaz sem na podlagi tega, na podlagi, parfuma, ki sem ga tule preizkusila, jaz sem šla domov s povsem drugačnimi pričakovanji. Okej, ampak zdaj recimo, da se tukaj ta zgodba konča, zdaj jaz parfumov nisem uspela vrniti nazaj in tudi nisem uspela denarja nazaj dobiti. A sva kaj drugega naredili? A sva zdaj to ni toliko, pogajalska Ja, res je, metoda, to je bolj pritožba stranke, drži, ne. res je. Kjer na drugi strani ima mogoče prodajalka, ne vem, kako naj se izrazim, prodajalka, Prodajalka? res zvezane roke, ker nima, možnosti, odločanja v taki situaciji, ne. Mogoče je bila to res vodja, ampak tudi če je vodja neke poslovalnice, še vedno mogoče nima, ne, Hvala za ta uvid. Torej, Ja. treba je tudi vedeti, da, ker to smo tudi včasih tako naštimani, mi bomo zdaj dosegli vse, kar smo si zadali, ne bomo, a ne. Zato, ker je treba upoštevati v nekih relativnih okvirih, da pač smo v svojem milnem mehurčku in da pogosto realnost ni takšna, kot si jo predstavljamo. Ni. Ne, ne. Zdaj upam, da ni to tako zvenelo, kot da jaz kot stranka grozim, ne, ker, ta grožnja, mislim, Je brezvezna. to je čisto brez veze. Res, to je čisto brez veze. Rajši se lepo posloviš, rečeš: "Okej, bom jaz to nesla domov, moram malo razmisliti." Jaz sem razmišljala morda še o tem, da bi jih prinesla tja in bi rekla: "Gospa, a se lahko dogovoriva, da vam jih jaz tukaj za 2 dni pustim, pa jih preizkusite sami, pa se vrnem čez 2 dni, pa mi boste vi povedali, kaj vi o tem mislite." Morda, tako sem razmišljala, bi morda bil to, pravi način, in da če je res z njimi kaj narobe, bo ona to ugotovila. Oziroma nadrejena bo ugotovila. Upam. Mislim, lahko, zakaj ne? Možnosti tukaj imamo več, ne. To je sigurno ena izmed, njih, ne.
Okay. Mojca, dejansko je minilo 50 minut, hitro gre ko strela. Kako nam lahko pogajanja ali pa veščina pogajanj, bolj gre za veščino, ki se jo naučimo, izboljša vsakodnevno življenje? Okej. Jaz bi rekla, da je odgovor tukaj relativno preprost. Če znamo mi presoditi, kdaj je reševanje določene situacije primerno, da uporabimo pogajalski pristop ali pa vsaj določene prijeme, ki so sicer značilni za pogajalski pristop, s tem lahko pomembno prispevamo k eni zelo pomembni zadevi v vsakdanjem življenju, ki se ji reče odnos. Kar pomeni, midva sva se znašla, kot recimo prej, v neki zahtevni situaciji, ampak ne glede na to, da je zame rešitev zelo pomembna, zame je pomemben tudi odnos, ki ga jaz imam s tabo. Ker tudi v najinem primeru, če jaz pokvarim odnos, to pomeni, da najverjetneje v to prodajalno, ki mi je sicer všeč, imam eno slabo izkušnjo, ne bom stopila več. Če pa smo v poslovnem okolju in če si želimo dolgoročnega sodelovanja, pa tukaj brez odnosa in brez zaupanja ne bo šlo. Ja, čudovita iztočnica. Dejansko je to res, mi lahko hodimo čez življenje kot eni buldožerji, ki v bistvu se praktično z vsakim skregamo do onemoglosti, ampak v enem trenutku zares zmanjka v okolici ljudi, ki bi bili to še pripravljeni prenašati. Tako. In ko se nas enkrat drži sloves, ta je pa problematičen, milo rečeno, Ja, je dejansko to pove vse v nas. tako. Za razliko od tega, da če s pogajanji oziroma z nekimi pristopi, kot so zastavljanje vprašanj, umilimo situacijo, morda tudi stopimo iz tistega prvega impulza, zdaj sem pa jaz čisto razhudla, ste pa že videli hudiča, smo v bistvu naredili ogromno in zase Res je. in za tako vse prihodnje naše odnose. Tako. Čudovito. Najlepša ti hvala za vse te informacije. Mi se vidimo čez 14 dni in upam, da je še kdo od vas pomislil na to, da bi bilo dobro poskusiti kaj od tega, o čemer smo se midve danes pogovarjali, morda pa v vsakodnevnem življenju dejansko funkcionira. Hvala, Maja. Hvala Hvala za za povabilo. Lepo se imejte, adijo. Adijo. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.